Dober dan, dobro jutro vsem. Dobro Zelo jutro. me veseli, da ste me povabili v to sredino, ker izobraževanje mladih, seveda to nekako imamo dobro urejeno, ampak problemi, ki so okrog nas, seveda zahtevajo tudi poglobljena znanja odločevalcev. Odločevalci so pa praviloma ena generacija plus. Kot rečeno, hvala za vabilo. Jaz bi mogoče kar delila ekran za prezentacijo. S predavanjem, ki sem ga takole naslovila, sicer mogoče majčkeno pesimistično, ta preživetje, pa vendar, stvari so resne in, tako bi rekla, vrag je vzel šalo. Zato mogoče ta naslov niti ni neumesten. No, tole je namisel, ki jo jaz pogostokrat izkusim v praksi, glede na to, da se dolgo ukvarjam z okoljem, pa posebej s podnebnimi spremembami, seveda sem mnogokrat prišla do odločevalcev, do starejših ljudi, o katerih govorim, kjer se je pa izkazalo, da dejansko pravzaprav ne samo, da nimajo rešitve, ki jo terja čas, zelo pogosto se je zgodilo, da pravzaprav sploh niso dojeli, kaj je problem. In seveda, kako boš našel rešitev, če problema ne poznaš. In mislim, da je tukaj srž izobraževanja tudi odraslih, da dejansko imamo jasno predstavo, kaj moramo rešiti, česa se moramo lotiti. Čas je kompleksen, imamo res tudi stališča kriz, eno krizo takoj zamenja drugo krizo, pa seveda globalizacija z različnimi pogledi na smisel, če hočete, našega bivanja je tudi problem. Zato izobraževanje da starejših še toliko bolj. In skozi moje predavanje bom skušala na tole odgovoriti, kje so resnični problemi. Seveda, jaz bi želela govoriti samo o okolju, in to je tisto, na kar se tudi najbolj spoznam, pa vendar danes okoljski problemi, ki se najbolj manifestirajo v podnebnih spremembah, so tako prepleteni z drugimi problemi, ki jih imamo, da pravzaprav samo o okolju govoriti nima nobenega smisla več. Tukaj so najbolj drastični primeri tega, kar gre narobe. In seveda, če začnemo mogoče kar na vrhu, naraščanje prebivalstva seveda je nekaj, kar je dejstvo in na planetu, ki pa ne raste, lahko seveda to sproža problem, ampak mnogo večji problem, kot je samo število ljudi, je naraščanje neenakosti. Take neenakosti, kot jo imamo danes, pravzaprav nismo imeli nikoli v človeški zgodovini. Imamo peščico izjemno bogatih, in gledano globalno imamo veliko večino revnih ljudi, ki seveda ne morejo rešiti nobenega problema. Bogati pa seveda nočejo, zakaj pa bi, njim ni nič hudega. Seveda, velika rast virov, ki je povezana z naraščanjem prebivalstva, seveda ne bi bila tako velik problem, če ne bi imeli zgrešenega ekonomskega modela rasti. Mi vsak dan poslušamo o rasti, ampak ko politika govori o rasti ali pa gospodarstvo, večinoma meni materialno rast. Ne vem, večjo produktivnost, več turistov, večji promet, večja izmenjava. To pa lahko gre samo z vse večjo rabo naravnih virov, pri čemer ne gre samo za nafto, pa premog, pa rudo, gre za prostor, gre za vodo, gre za zrak, če hočete. Vse ti viri so omejeni. In seveda to se ne pozna samo pri podnebnih spremembah, ampak se pozna tudi na ekosistemskih izgubah, ki so, kot biologi opozarjajo, še morda mnogo večji in kratkoročnejši problem kot samo podnebje, ga pa ne opazimo v Sloveniji ali pa v Evropi, ampak 40 do 50% narave je pogubljene, izgubljene, z zelo majhno verjetnostjo, da jo bomo dobili nazaj. Ostala polovica je pa pod resnimi pritiski. In kot da vse to ne bi bilo dovolj, imamo znanstveniki, priznavamo tudi še presenečenja. Stvari, na katere ne računamo, nismo vedeli, da se lahko res zgodijo. Končno koncev, kaj pa je bil COVID? Čeprav je bil napovedana možnost pandemije, ampak bilo je presenečenje, nenadoma nič več ni bilo, kot je bilo.
Kaj pa je bilo na Japonskem, recimo Fukushima? V pol ure, ne, je država, ki je bila ena najmočnejših na svetu, postala država problemov. Vse do danes ni pobrala. Ne. Zato te ideje o odporni družbi so tako pomembne, da vključimo tudi stvari, ki še prihajajo. In kako naj bo družba odporna brez znanja? Ne? Resilience, ta beseda tako pogosto uporabljena v Evropi, seveda bo temeljila predvsem na znanju. Ne? Seveda, jaz bom največ danes tudi govorila o podnebnih spremembah, ker so tipičen simptom vsega, kar gre recimo narobe. Ne? Je pa to seveda eden od problemov. In se zdaj, kako smo se znašli, ne, v temle kaosu, če tako rečem. Ja, na več načinov se da to pokazati, sigurno ni to slučaj, da imamo probleme. Meni se zdi mogoče najboljši indikator kar naš življenjski slog, ki je mirno rečeno, če gledamo zdaj Evropo, Slovenijo, energijsko pozrešen. Danes zjutraj, kdo je poslušal radio, je bilo veliko govora že o draženju energentov, o tem, kaj nas čaka, seveda, zato ker energija je temelj našega življenja in 1 gigajoule energije na dan ni malo. Je približno 3-krat toliko, če pogledamo tale stolpec, kot so rabila ena generacija nazaj. Ali pa 10-krat toliko, recimo, kot so energije potrebovali v času, recimo, Prešerna. Zakaj rabimo toliko več energije? Seveda zato, ker smo tako mobilni, to je ta svetli del, ker toliko kupujemo in nabavljamo industrijskih proizvodov, pa seveda stvari, ki jih roko na srce hočemo imeti, ni nujno pa, da jih potrebujemo. Ker imamo zeleni del, večja stanovanja, toplejša stanovanja, 2 stanovanji, če hočete. In ker tudi očitno naši želodci, če se malo pošalim, rabijo 2-krat več energije, ker jemo več mesa, in seveda, ker veliko hrane žal tudi zavržemo. Tako da tak življenjski, bi rekla, slog na planetu, ki ne raste, ni primeren, žal. Seveda, da pa ni samo to problem, koliko energije porabimo, je pa seveda še problem zraven, kakšno energijo porabimo. Kakšno. In žal tudi tukaj rabimo napačno energijo. Če gledamo našo rabo energije v zadnjih 100-200 letih, seveda prva stvar, ki vidimo, je to eksponentno naraščanje. Na planetu, ki ne raste. Potem pa vidimo strukturo. Črno je premog, rumeno je nafta, rdeče je plin, sama fosilna energija. Seveda imamo tukaj zgoraj tudi jedrsko pa obnovljive vire, ampak ta delež v skupni rabi je globalno gledano zelo majčken. Tudi v Sloveniji ni ne vem kako velika, ampak še vedno razmeroma večji kot pa tole globalno povprečje, mogoče tam 1/4, ampak premalo, da bi ne grešili. In seveda to dragoceno energijo, premog je dragocen, nafta je dragocen naravni vir, mi uporabljamo skrajno primitivno. Mi tole zažgemo. Sicer, ne tako kot naši predniki v jamah, ko so vrgli nekaj na ogenj, mi to zažigamo v motorjih z notranjim izgorevanjem, da tega ne vidimo, ampak v roko na srce mi to žgemo. In seveda, ko zažgeš organsko snov, dobiš 3 produkte. Grobo rečeno, dobiš vodo, ki ni tako problematična, dobiš saje oziroma nepopolno izgorevanje, čemu rečemo danes bolj sofisticirano onesnaženje zraka, in dobiš CO2. Tukaj pa je problem, ker seveda CO2, ko enkrat v ozračje pride, se zlepa ne odstrani iz ozračja. Govorimo o stoletjih, kjer vztraja in seveda spreminja energijsko bilanco. Seveda, kaj smo ljudje naredili? Če časovno perspektivo majčkeno podaljšamo, pa rečemo nekaj par 100 tisoč let nazaj, pa če vzamemo CO2 kot indikator podnebnih sprememb, vidimo, da smo to naravno variabilnost, ki seveda vedno obstaja, v nič časa, kar se tiče osebnosti, povečali za skoraj 50%. 150 let, a veste, ni nič v primerjavi z 400 tisoč leti. In ta hitrost je tista, ki vodi v take irreverzibilne spremembe. Kar se tiče seveda podnebnih sprememb. Imamo pa še druge probleme. No, pa da ne bi kdo rekel, da se ukvarjamo samo z nafto. Poglejte naše dejavnosti. Tle imamo zajezitve, pa
papir, pa telefone, pa avte, pa turizem, pa McDonaldove restauracije, čisto vse en kaj vzamemo, ne, povsod opazimo isto eksponentno krivuljo. Na planetu, ki ne raste, ne, mislim, iluzorno bi bilo pričakovati, da enkrat se ne bo tole zalomilo. In seveda se nam to točno dogaja v obliki globalnih problemov, ki pa koreninijo v vsem tem lepo malem, ne, tako da ta antropocen, ki ga tukaj lepo vidimo, kdaj se je začel, ne, po drugi svetovni vojni, zanesljivo, je obdobje, kjer človek ima v rokah usodo planeta. Mogoče se sliši zelo antropocentrično, ampak je znanstveno utemeljeno. In seveda glavni problem ta hip, ne glavni krivec, da ne moremo se premakniti z mrtve točke, ali kot temu rečemo paradigma, ki jo bo treba spremeniti, to smo danes tudi že slišali, je pravzaprav tukaj, da nam je edino merilo napredka človekovega BDP, rast bruto družbenega proizvoda, ki pa lahko raste ta hip samo, če iz narave jemljemo naravni vir, čim bolj poceni, da produkcijo naredimo nekakovostno, zato da jo ne bomo dolgo časa izdelkov uporabljali, ker jih moramo završiti, da kupimo nove, ne. S tem ustvarjamo rast, materialno rast, žal, ne, ki je tukaj le osnovna, in čim tole verigo ta hip prekinemo, ni rasti in seveda ni potem denarja za vse, kar je tudi pomembno, zdravstvo, izobraževanje, starejši in tako naprej, ne. Tako da ta zanka, v katero smo ujeti, je nekaj, kar moramo dejansko spremeniti. No, ampak če gremo zdaj, kje so problemi. No, znanost se je približno tam pred 10 leti odločila, da ni več časa, da bi se odločevalci izmikali z nekako, ko bi rekla, izgovorom, ne, ja, saj nismo vedeli, ne, a res, ne. Zato se je skušalo pogledati, kakšna je zmogljivost tega planeta, postaviti številčne meje in jih skomunicirati tistim, ki odločajo, in povedati, da tako ne gre, ne. Šlo je za zelo veliko skupino znanstvenikov različnih profilov iz celega sveta in seveda končalo se je s prvim korakom, s konsenzom, kaj so glavni problemi, ki jih imamo ta hip. No, tukaj jih vidimo naštete, ene od njih poznate, seveda o podnebnih spremembah sem že jaz danes začela govoriti, o ozonski plasti, seveda smo slišali vsi. Mogoče manj vemo o tem, kako porušena sta cikla dušika in fosforja zaradi gnojil in podobne rabe, o izgubi razmnožljivosti, seveda to je problem, na katerega opozarjajo biologi, pa tudi ga že sami doživljamo. Problem je kemijsko onesnaževanje, ne, od hormonskih motilcev do jedrskih odpadkov v naši okolici. Problem je, da tla rabimo trajnostno, da nam lahko zmanjka tudi sladke vode, če bomo gospodarili slabo, da imamo zrak onesnažen, o aerosolu govorim, in pa da se nam ne samo nabira CO2 v ozračju, ampak tudi v vodi morski, kar pomeni, da se oceani zakisajo lahko in to sproži celo vrsto spet problemov za njihova okolja. To je zdaj konsenz. Tole so glavni problemi, med sabo pa tesno povezani. Noben od teh problemov ne obstaja v osamljenosti in nobenega ne bomo verjetno mogli rešiti v posamezni obliki. Ali bomo gledali holistično na planet, skušali delovati tako, da ubijemo več muh na en mah, ali nam bo pa spodletelo, ne? To je danes zelo jasno. In spet smo pri izobraževanju, ne. Danes imamo še vedno ljudi zaprte v sektorje. Če sem jaz okoljskega ministrstva, ne, zakaj bi pa jaz se zdaj učil tle o neki dušiku pa fosforju, saj to vendar spada na kmetijsko ministrstvo, ne. Ali pa če gledamo, ne vem, kemijsko onesnaževanje, posledica gospodarskih aktivnosti, s tem naj se pa ukvarja recimo minister Počivalšek, ne. Ampak to ni samo v Sloveniji, ne. Cel svet je sektorski, problemi so pa med sabo povezani. No, in rezultat znanosti, ki sem ga omenila, so številke, ki jih imajo politiki že 10 let na mizah. In v te številke se jaz ne bom zelo spuščala, razen
da razložim, da je za vsak problem en indikator, ki je tisti ključni, ki ga spremljamo, merimo in vemo, kje smo. In pri podnebnih spremembah je indikator vsebnost ogljikovega dioksida. Zato se tudi o ogljikovem dioksidu največ govori. Seveda pri kakšnih drugih problemih so meje drugačne, recimo, če pogledamo rabo tal, človek si prisvaja naravo in seveda predvsem za kmetijstvo, pa tudi seveda za urbanizacijo, ampak skrajna meja, koliko narave si lahko podredimo za kmetijstvo, za našo hrano, je 15%. Če si bomo več podredili, potem zgubimo gozd, zgubimo razmnožljivost in gremo na pot nepovratnih sprememb. Tako da dveh številk pa ni, poglejte, pri aerosolu manjka, je vprašaj, tudi pri kemijskem onesnaževanju je še vprašaj, znanost ni še vsemogočna in odgovor na to se išče. Seveda pa vemo, da je manj bolje. Mnogo bolj pretresljivo kot te številke je, če v grafični obliki predstavimo, kje smo. Planet ne raste, je kakršen je, tukaj je predstavljen z enim takim osmerokotnikom in problemi, ki se kopičijo na vseh. Seveda, če se vrnemo, danes sem že enkrat omenila Prešernov čas, Napoleonov čas, predindustrijski čas, če tako rečemo, kakšen je bil takrat pritisk človeka na planet. Zelo pozorno, prosim, spremljajte sredino slike, ker se bo tam pojavilo rumeno polje. Če ste ga opazili, bom še enkrat ponovila. Tisto malo rumeno polje pomeni, da takrat je bil svet velik. Ista milijarda ljudi v času Prešerna je imela na razpolago vse. Ni bilo dejansko omejitev. Ampak že po drugi svetovni vojni so se stvari začele spreminjati. Po drugi svetovni vojni seveda je bilo treba odpraviti lakoto, treba je mineralni dušik je bil že na voljo v obliki umetnih gnojil, vedno več tal smo porabili, začeli smo zidati, kuriti nafto, pojavil se je avto kot sredstvo množičnega prevoza in seveda tudi vode je bilo treba vedno več. V 70-ih letih se je pa zgodil prvi premik v irreverzibilno smer in sicer pri dušiku smo presegli prvo mejo. Tisti, ki več imate biološkega znanja, verjetno poznate izraz eutrofikacija. Seveda dušik je iz kmetijskih površin uhajal v vode, ki so bile zdaj pognojene, če tako grdo rečem, in seveda to je sprožilo burno rast organizmov, ki niso bili zaželeni. Ti so odmrli, padali na tla, zadušili vse, kar je bilo na tleh, umirale so reke, jezera in seveda tudi morja, vidno, in ta problem imamo še danes. Ampak to je sprožilo takrat v ljudeh prve odzive. Zato ni naključje, da so v 70-ih letih, za vse tiste, ki ste mladi, pa poslušajte tole, pred letom 1970 ni bilo ministrstev za okolje, ni bilo Greenpeaceov, ni bilo eko-bio, nič od tega ni obstajalo. Okolje ni kot problem sploh bilo omenjene. Seveda, v 70-ih letih, prav zaradi teh procesov vidnih, so začele nastajati prej omenjene organizacije, ki danes seveda so zelo, zelo pomembne. V 80-ih letih smo še poslabšali stvari z dušikom in presegli tudi drugo varno mejo pri podnebnih spremembah, ki so se seveda tudi začele kazati že leta 80. In seveda poslabševali ostale razmere. In če gremo zdaj v današnji čas, v teh borih 20-ih letih nam je uspelo pa preseči tudi tretji prag pri biodiverziteti in poslabšati še ostalo in seveda se približevati nevarno ostalim mejem. Tukaj smo, zato zvonijo ti alarmni zvonci tudi že pri mladih, ki opozarjajo ne samo na podnebne spremembe, ampak na svet, ki ne bo za njih svet, kot je bil za nas, nek svet, ki je podpiral razvoj in naše življenje. In pa seveda še enkrat poudarjam povezovanje teh sektorjev. Na primeru, ki ga bom zdaj povedala, se ga verjetno tudi spomnite, pred kakšnimi 15 leti je v Evropi bil velik govor o
biogorivih. Biogoriva, ki naj bi kaj naredila, ki naj bi problem podnebnih sprememb omilila, da bi v naše avtomobile namesto nafte točili biodizel. Seveda, kaj pa je zdaj biogorivo? Biogorivo je na primer oljna ogrščica, za katero moramo porabiti novo kmetijsko zemljišče, ki ga s tem, ko naredimo novo kmetijsko zemljišče, uničimo biodiverziteto, moramo ga pognojiti, če ne bo raslo, to se pravi, poslabšamo stvar pri dušiku, pa rabimo tudi vodo. To se pravi, na način reševanja z biogorivi, mi hočemo en problem rešiti, naredimo si pa 3 druge. Ker to ni holistična rešitev, ki ne upošteva, da je svet en sam. To je sektorska rešitev. In temu se moramo, po moje, čim prej izogniti. Seveda, tale slika je globalna. Kot družba mi takole presegamo, celotna. Ampak države so pa še vedno entitete, ki pa imajo svojo lahko okoljsko politiko in ki se bi mogle pa vprašati, kako pa v moji državi, No in seveda to so se vprašali namesto njih na univerzi v Licu, kjer so naredili, ta slika je malo drugačna, za vsako državo približno oceno, kako presega mejo. Tole je na levi Nemčija in na desni Albanija. Mislim, da ni potrebe razlagati, zakaj sem izbrala ti 2 državi, Nemčijo kot recimo najbolj industrijsko razvito in Albanijo, ki je v Evropi nekako na repu. Sedaj, če pogledamo Nemčijo, vidimo, da presega meje praktično na vseh področjih, pri podnebnih spremembah, pri različnih drugih, mogoče ta delitev na probleme malo drugačna kot prej, ampak sporočilo je pa isto. Samo pri vodi in pa pri spreminjanju pokrajine, oziroma tal, Nemčija je še na varni strani. Seveda, Albanija ima mnogo manj okoljskih problemov, čeprav pri kmetijstvu vidimo fosfor, dušik, ne ravno tako že tudi Albanija presega meje. Povsod drugje seveda pa je na varni strani. Ampak seveda vprašajmo se, ali bi mi želeli živeti v Albaniji, ki bi mi želeli živeti. Seveda, ker je družbeni razvoj pa štandard bil tesno povezan z preseganjem mej. Bolj kot smo zarezali v naravo, več BDP-ja, bom zdaj grdo rekla, smo si ustvarili in s tem kreirali štandard. Če si dober do narave, se zdi, potem moraš imeti pa albanski življenjski štandard. In to je ta kruta dilema, ki jo seveda politiki še bolj izpostavljajo, v resnici pa rešitve so. In seveda Slovenija, ki se odreže zelo podobno kot Nemčija, razen pri vodi, pa še to zato, ker nas je Bog tako obdaril z vodnimi viri, presegamo pravzaprav vse meje, tudi raba tal v Sloveniji ni več trajnostna, čeprav še nimamo presežene meje. Ali v številkah, ko boste naslednjič poslušali, kako je Slovenija zelena, kako smo mi do okolja dobri, kako nam dobro gre, se spomnite telih številk. Kar se tiče podnebnih sprememb, mi presegamo to, kar bi bilo trajnostno 1,6 tone na prebivalstva za 6-krat, ker vsak od nas proizvede 10, skoraj 11 ton CO2 na leto. Kar se tiče dušika, mi ne presegamo za 20% ali kaj podobnega, ampak za 500%. In se naš ekološki vtis merjen v hektarjih, kjer bi na Slovenca smelo priti 1,7 hektara, pa si prisvojimo 4,5 hektara, seveda virtualno, pomeni preseganje za 3-krat. To se pravi, v Sloveniji se ne smemo spraševati, da bomo rabo fosilnih goriv zmanjšali za 10%, 20%. Mi se moramo spraševati o 6-kratniku. Seveda o tem molčimo vsi po vrsti, zato ker se tole dejansko sliši grozno. Kako naj stališča medgeneracijske enakopravnosti pogledamo mladim v oči, ker tole je zakrivila tudi naša generacija, sej nismo bili opazovalci. Seveda, glede podnebnih sprememb, ki so indikator vsega tukaj, bi mogoče o tem morali malo več spregovoriti raven, zato ker ta trenutek to od nas terja. Mi smo v zelenem paktu v Evropi, mi govorimo o pripravljeni na 55 paketu, mi govorimo o politiki, ki
pred našimi očmi se že odvija, pa pravzaprav mnogi ne razumejo, zakaj. In se jaz samo bojim, da bomo imeli v prihodnjih mesecih, ko se bo COVID protest umiril zaradi mask, proteste, ko bodo ljudje pravzaprav protestirali proti podnebnim spremembam, ne, in bo rekli, zaradi tega se draži naše življenje, ne, in seveda začeli tudi obračunavati z sli, ne pa z novicami, ki jih prinašajo, ne. Seveda Evropa se greje, tako kot svet, seveda mogoče malo drugačnem tempu. Vidimo pa, da je cel svet rdeč, če tako rečem, vsi smo v istem čolnu glede temperature. Seveda gre pa v severnih geografskih širینah v Lilleotenkih mnogo huje, ker se pospešeno dogaja ogrevanje. V Sloveniji smo bili priča poskusom govorjenja v parlamentu, da se Slovenija hladi. Nekaj, mogoče 15 let nazaj, celo izjavam predstavnikov Štefanovega inštituta, da se dejansko hladimo, ne. No, situacija seveda ni taka, če pogledate od leta 61 naprej, do lani, tule imamo leta, ki se vrstijo, in seveda je temperature v letu označene z odtenki, če je bilo leto prehladno ali pa nevtralno, potem je bolj modro, leta, ki so prevroča, so rdeča oziroma temno rdeča, ne. Dejansko tukaj od leta 2000 sploh nismo imeli niti enega hladnega leta, nasprotno zadnje desetletje je rekord za rekordom padel, ne. Slovenija se greje, ne, in dokler dopuščamo diskurz, da se Slovenija ne greje pa hladi, da se podnebne spremembe dogajajo drugim, potem smo tudi v izobraževanju naredili neko veliko zmoto, govorim seveda o izobraževanju odraslih, a ne. No, ampak voda je mogoče bolj pomembna včasih za življenje kot pa temperatura. Pri vodi pa ni enega čolna, ampak imamo dele kopnega, ki ob višjih temperaturah postajajo še bolj sušni, in nekaj srečnežev, ki dobivajo več vode ob višjih temperaturah, ne, recimo Brazilija, Argentina, sosednji državi. Argentina ima tudi več vode. In pravzaprav ne občuti podnebnih sprememb še ne vem kako grozno, ne, medtem ko Brazilija je v veliki stiski, ker vode ni in seveda to ima daljnosežne posledice. V stiski je Afrika, v stiski je Sredozemlje, da ne omenjam 2-milijardne Indije, Kitajske in recimo celotne Avstralije. Ja, imamo nekaj severne Evrope, imamo Rusijo, kjer je padavin več. Slovenija je tudi žal te zgodbe, ko vode pravzaprav bo manj. Ampak naš problem je malo specifičen, ki ga bom takoj pokazala. Skratka, to skrbi bolj, ne, ker brez vode ni življenja in brez vode se začenjajo dogajati migracije, ki so nezaustavljive, ko gre enkrat za take obsežne kontinente, kot jih tukaj vidimo. No, slovenska situacija, ki je specifična, je naslednja. V letni skali, tukaj vidimo pa zdaj sušne leta Slovenije, označena z rjavkastim odtenkom in mokra leta zelena. Tukaj ni vzorca, ker bi rekli, aha, zdaj pa ni več vode, ne, toliko. Na letni skali jo imamo še vedno dovolj, pač pa se nam spreminjajo letni časi. In če pogledamo poletje, ki je pa seveda ključno za kmetijstvo, ki je ključno za turizem, ki je ključno za gozdove, pa opažamo, da vode ni več. In seveda ta sušnost, ki je pravzaprav že nacionalna, ne, rdeči stolpci pomenijo, da je cela Slovenija v primanjkljaju vode, skrbi, ker seveda ta voda, ne, ki jo poleti ni, pade obilno decembra, jeseni, začetku zime, ko imamo pa poplave, ne, tako da od tiste vode seveda mi nimamo več nič, razen oziroma akumulacijska jezera, ne. Nič nimamo jo tudi zato, ker nimamo zajetij, ne. Rak rana Slovenije so vodna zajetja, ki jih nimamo, pa bi jih seveda lahko imeli z vso tisto presežno vodo iz jeseni. Pa potem poleti bili bolj mirni, da imamo zaloge vode pri roki. In za prihodnost, ne bo nič drugačna, ne. Tukaj je nek scenarij, kako bi rekla, ne najslabši, ne najboljši. To, kar jaz osebno menim, da se nam bo zgodilo do konca stoletja,
kar bo pa mimogrede kmalu, ne. Jaz sem v koncu stoletja govorila tako včasih z neke perspektive, ampak vsi prvički, ne, tisti, ki so šli danes oziroma letos v šolo, bojo tole doživeli, ne. Zime, ki bodo predvsem v Skandinaviji zelo tople, pa tudi pri nas, ne, tudi nekje do 3 stopinje bolj toplo. In ko bo ogromno vode pade na severu, tudi pri nas nekaj več, kar lahko pomeni poplave. Ampak Afrika, ne, Španija, Grčija bojo že imele problem z vodo pozimi. Poleti pa najbolj intenzivno ogrevanje raven pri nas in v Sredozemlju, ob suši, ki se bo potegnila severno celo do Danske. Ne, to pa so stvari, ki pomenijo velike težave v kmetijstvu, velike težave pri vodooskrbi, požare v naravi, da ne omenjam turizma, ne, ki ne more funkcionirati v takem poletnem času, ne. Tako da to skrbi in seveda do tega imamo še nekaj možnosti se temu izogniti, no, in o tem bom pa govorila več ali manj zdajle. Ja, še o posledicah, no, jaz nočem nikoli preveč strašiti, kakšne posledice bojo, ne, ampak pokažem velikokrat pa tole sliko, ki je po moje stališča domoljubja zelo pomembna slika. Zdaj, domoljubje lahko izražamo, da izobešamo zastave, lahko, ne vem, se trkamo po prsih, ampak mislim, da je domoljubje predvsem imeti rad ta košček zemlje, ki ga pa zlahka imamo radi, ker je tako, bi rekla, raznolik, na tako majhnem prostoru najdemo toliko različnih ekosistemov. Tole poimenovanje je gozdarsko, ampak veste, lahko bi jih poimenovali tudi drugače. Ne, na vsakih 10 kilometrov se nam nek ekosistem spremeni v drugega, pa ne gre to iz smrekovega gozda v bukov gozd, pa potem nekje do neke bolj toploljubnih vrst. Tole pomeni raznolikost življenja nasploh, živali, to pomeni tudi raznolikost v nas samih. Ne, ljudje v smrekovih gozdovih, če se malo pošalim, imajo svoje običaje, svoj jedilnik, svojo narodno nošo, če se primerjamo z tistimi, ki imajo nek drug ekosistem, ne, in to je tisto, kar nas odlikuje. Seveda, brez vode poleti gozda slovenskega, takega, kot ga imamo, ne bo več in naše raznolikosti tudi ne, ne. In tukaj izgubljamo tisto Slovenijo, ki jo imamo radi, ne, sicer jaz nimam nič proti primorskemu rastju, ne nazadnje, saj črni gaber, hrast, rdeči bor je lahko lep, ampak cele Slovenije pa take človek ne bi želel imeti, ne, ampak to je tisto, kar nas čaka, če ne bomo odločno ukrepali, ne. Neka druga domovina. Mogoče še v zdravju, no, glede na to, da nas tako pesti covid, ki se mu ne zdi konca in seveda, da nam umirajo ljudje še vedno vsakodnevno, zaradi vremena in podnebnih sprememb že danes umre po svetu več ljudi kot zaradi covida. Zelo argumentirano lahko to trdim. Samo vročina poleti vzame starostnikov bistveno več. Tudi v Sloveniji, samo ni vzrok smrti, seveda ne napišemo, da so umrli zaradi vročine, ampak so umrli zaradi odpovedi srca ali kakšnega drugega organa, ne. Vročinski stres je ubijalec, seveda na mnogih deželah so problemi z vodo, ki je ni, in tukaj cela paleta bolezni, ki nastanejo, ko vode ni. Alergije so problem zaradi toplejšega podnebja, novi škodljivci, ki prihajajo, in pa vsi problemi z onesnaženim zrakom, recimo ozon, ne, če je zraven še vroče, ne, je to za naše zdravje 10-krat bolj škodljivo, kot če nastane v bolj hladnem vremenu, ne. Tako da to so resne grožnje, na katere tudi medicina, se bojim, ni najbolje pripravljena. Kot nismo bili na covid, smo tudi na to. In tukajle, a veste, pa cepiva ni. Za podnebne spremembe cepiva ni, ne, in tudi maska ne bo nič pomagala. Tako da ja, ta tveganja so tista, zaradi katerih bi morali biti v Sloveniji pripravljeni, ker fizična tveganja si nekako znamo predstavljati, poplavo vemo, kaj je, suša vemo, kaj je. Političnih tveganj, ki nastanejo, pa ne. Tega ne poznamo, ne, kaj bi bilo vojna za vodo, pa gremo lahko vprašati v Izrael, kaj to je. Ali pa mogoče na Šrilanko ali še kje.
kaj je okoljski terorizem, ki nastaja ob takih zadevah, ne? To so vse stvari, ki sprožajo nestabilnosti. Gospodarska tveganja, seveda ne more iti to brez zviševanja cen, ker bodo drugačne produkcije, drugačne fluktuacije cen valut. Socialna tveganja, na to že malo vidimo. Vidimo že, kaj je civilna nepokorščina. Ne, to nam je novo, to nam je grozljivo, ampak to je lahko tudi naš bodoči vsak dan, če problemov ne bomo rešili. Ne, da v migracijah tudi ne govorim posebej. In pa cel pravni sistem, ki je napaden, kadar se gre reševanje, ne, problema podnebnih sprememb, potrebujemo nove davke, nove pravne obligacije, novo ustavo, bi skoraj si drzela reči, ne. In tukaj nismo na to pripravljeni, pa bi lahko bili, ker že dolgo opozarjamo, da problem ne bo izginil. No, in ko smo pri migrantih, je številka vsako sekundo en migrant verjetno grozljiva, ker na dan je to 60.000. In to vremensko pogojenih migrantov, ki se jim bojo klimatski tudi pridružili. Vsako leto 22 milijonov ljudi izgubi dom zaradi vremena. In seveda večina njih postanejo migranti. Tako da ocene do 2030, da bomo imeli 80 milijonov podnebnih beguncev na svetu, od katerih jih bo polovička šla ne v Slovenijo, v Evropo, je grozljiva številka, ne? Ker nam je sistem Evrope razpadel že, ko smo imeli 5 milijonov migrantov pred 5 leti. Ne? 5 milijonov jih nismo znali urediti njihov status, se z njimi sprijazniti, oziroma ne sprijazniti, bolj kot ne pripraviti. Kaj bi z 40 milijoni presega domišljili? Tako da ja, prihodnosti so še v naših rokah, ne. Jaz ne bi bila tukaj pa vse tako mogoče pesimistična, kot sem, bolj sem bila zdaj kritična. Kritična, ker je bil čas, ker je čas, pa se od tega ne lotimo problema, kot bi se ga mogli. Na teh dveh slikah ali pa na tej sliki vidimo, kakšne razpon bodočnosti imamo. In to vliva optimizem, ne. Ni treba, da gremo v ta najslabši svet, kjer bi se nam ogrelo za več kot 7 stopinj, recimo v Evropi. Lahko si privoščimo še vedno svet, ki je ogret samo za 2 stopinji, kar predvideva recimo Pariški sporazum, ki se ga pa žal seveda ne spoštuje, ne, pa smo spet pri odločevalcih ali pa pri politiki o podnebnih sprememb, ki ni zadovoljiva. Ampak mi smo dolžni zagotoviti svet, ki ni pretirano spremenjen, ne. Seveda ne moramo pa ustaviti več segrevanja, to je pa vse žalostno dejstvo, ne. Ker recimo angleška zveza, ki jo tolikokrat slišim, fight climate change, ne, ali pa boj proti podnebnim spremembam, veste, to implicira, da lahko zmagamo, a ne. Boj, ne, mi smo bitko izgubili s podnebnimi spremembami, ker nismo se Kjotskega sporazuma držali pred 20 leti, ampak še vedno imamo pa boj za boljše, manjše ogrevanje, ne. Seveda čez en mesec, še manj, se bo v Glasgowu zgodil velik dogodek, ko se bodo države spet začele pogajati, kako izvesti Pariški sporazum, ki predvideva, poglejte, zeleno, temnozeleno črto, da bomo praktično že včeraj začeli naše izpuste omejevati ali drugače povedano, našo rabo fosilnih goriv opuščati in jih do konca stoletja popolnoma opustili. Tole so države podpisale, ratificirale, skratka, ko je bil recimo pri nas predsednik Miro Cerar, ne. Pa seveda še na stotine drugih držav, ne. Seveda, ko pa se je pogledalo, kaj pa države delajo, ne, kaj pa imajo v planu, da bojo res naredile, smo prišli pa do tele modre krivulje, ki je nekaj popolnoma drugega kot zelena. No, in tukaj so šli otroci na cesto, a ne. Tukaj se je začela Greta in vse, kar je kasneje se iz tega rodilo. Tukaj se je začel ta bla bla, ne. Bla bla, ker kako ti lahko obljubiš zeleno, delaš modro, ne, v barvi moji, ne. No, znanost je pa še lonček predstavljanja rekla, poglejte, se tudi 2 stopinje ni ne vem kako varno. Kaj, če bi 1,5 naredili? Kar pa pomeni, da se moramo nafti odreči že leta 2060.
Ta prepad je tisti, ki naj bi ga zdaj magično v Glasgowu presegli. Jaz upam, da se bodo pogajanja obrestovala, ampak če majčkeno sledite vesti, seveda imamo še vedno problem Kitajske, problem ZDA, nenazadnje tudi Evropa ni tako zelena, kot se zdi. Čeprav Evropa ima program in ima jasne cilje, tako da ta hip Evropi lahko čestitamo, ampak za kakšno socialno ceno. Tako da boste razumeli, mogoče zakaj so otroci besni, tega starši kakšni ne razumejo, kaj pa imajo zdaj te zahode. Ja, seveda imajo, to je velik razkorak. No, jaz glede na to, da bi rada tudi mogoče končala malo prej, da bi imeli nekaj še od diskusije, mi dovolite, da bom nekaj slajdov preskočila. Ja, to tako je, če imate opravka za profesorji, ki vedno malo preveč pripravimo. Namreč rada bi šla na evropski program in vam ga razložila, ker se mi zdi tako pomemben, da ga razumemo. Seveda, mogoče slučaj, mogoče pa tudi ne, prvič, ko Evropo vodi ženska, je prišlo do dejansko formiranja tega Evropskega zelenega dogovora, ki je obvezujoč. In seveda v Evropskem zelenem dogovoru je marsikaj, tudi digitalizacija in podobno, ampak seveda ogromno stvari vezanih na reševanje podnebnih sprememb. In seveda ta naš cilj, da ne bi bila Evropa prva ogljično nevtralna celina, zahteva resnično ukrepanje. No, ko je prišel Evropski zeleni dogovor, smo dobili pa COVID. In seveda se je skoraj eno leto bilo zamujeno, kaj zdaj pa ta Evropski zeleni dogovor konkretno prinaša. No, zelo konkretni dogovor je prišel šele letos julija na plano. In ta dogovor je danes znan v angleščini kot Fit for 55 ali v slovenščini Pripravljeni na 55. Tole bo krojilo naša življenja v prihodnjih mesecih, letih, mogoče lahko rečem, da jih že malo kroji, ne glede na cene energentov, ki strmo rastejo, čeprav to zdaj zvišanje energentov ima verjetno še neke druge indice, ne samo dobronamerne. Skratka, Evropa predlaga, da do leta 2030 naše izpuste omejimo za 55%, naredimo novo zakonodajo in celo vrsto političnih pobud sprejmemo. To pomeni, da na glavo postavimo pravzaprav našo energetiko in seveda tudi druge zadeve povezane z energetiko. Seveda program sam je močno političen, ampak je po drugi strani pa tudi zelo, zelo konkreten v nekaterih izvajanjih. Jaz bi nekaj stvari iz tega programa izpostavila, da jih boste razumeli in da jih boste nanje nekako, ne bom rekla pripravljeni, ampak da boste v njih intenzivno razmišljali. Namreč program Fit for 55 ni še sprejet, je v javni razpravi, bo sprejet, v tem ni dvoma, samo sprejet z figo v žepu ali pa sprejet z polnim zavedanjem, zakaj ga potrebujemo. To je pa velika razlika. In o njem se bo še pogajalo. Mene zelo skrbi stališče Slovenije, ki je kot predsedujoča Evropski uniji na to pobudo dala prvo izjavo, da bomo skušali biti fleksibilni, kar se da fleksibilni. Jaz fleksibilnost se bojim, razumem že vnaprej, kot da bi se pa mi temu izognili, s fleksibilnostjo. Upam, da se motim. No, pa naj povem 3 pomembne stvari v tem programu, ki jih vidim. Nekaj so seveda revizije raznih direktiv in tako naprej, ampak vzpostavitev sistema trgovanja z emisijami za cestni promet in stavbe. Tukaj govorimo o nas, ki živimo v stavbah in se ogrevamo in rabimo svoj ali
kakšen drug avto, ne nazadnje tudi avtobus je avto, ne. In seveda ti sektorji bodo podvrženi trgovanju z kuponi, kar lahko marsikaj pomeni, ne. Pomeni pravzaprav, da boš imel neke kvote zastonj oziroma zastonj po tržni ceni, če boš porabil preveč za ogrevanje, če boš porabil več za cesto, boš moral to drago plačati, ne. To je revolucija, če ne bomo to znali skomunicirati, če ne bomo to znali razložiti, zakaj je to potrebno, ne. Nekaj se je zgodilo že Macronu z rumenimi jopiči, ker ni bila komunikacija primerna. Skratka, to je problem, ki nas čaka in na katerega nismo pripravljeni in tudi mnogi ljudje ne razumejo, zakaj bi bilo to dobro. Druga zadeva, ki je zelo pomembna, je, poglejte, politični jezik, mehanizem za ogljično prilagoditev na mejah. No, to je politična beseda, po domače se temu reče davek na kitajsko robo. Kar pomeni, ne, da Evropa predvideva za uvožene stvari, ki so danes zelo cenene, imajo pa velik vpliv na okolje, da se ta vpliv na okolje finančno ovrednoti, ne. Ker Kitajska uporablja premog, ker dela za proizvodnjo bombažne majice ali pa čevlja velike emisije, se mora to na ceni tega proizvoda poznati. Kar pomeni nič več poceni stvari, ampak istočasno to pomeni, da bo naša proizvodnja čevljev, ne, če se malo pohecam, postala lahko spet konkurenčna, ne, ker seveda v tem primeru se bomo pa vsi odločili za slovenski čevelj raje kot za kitajskega, ne, če bo cena enaka. To pomeni nova delovna mesta za naše mlade, ne. To pomeni zelo velike spremembe, paradigme, o katerih moramo razmišljati najprej, ne, jih poznati, se o njih pogovarjati, jih komunicirati, če ne, bo vse skupaj bob ob steno. In pa še zelo pomemben mehanizem socialnega sklada za podnebje. Namreč vse, kar zdaj govorim, kaže na to, da se bojo stvari dražile, da bojo stvari postale resne in to bo ljudi prizadelo, tudi tiste, ki pa se ne vozijo z avti, ki imajo že danes hladna stanovanja. Govorimo o ljudeh z nizkimi dohodki, o starejših, ki živijo v energetski revščini. Seveda, del teh davščin bo potoval v socialni sklad za podnebje, v sklad denarja, ki bo za pomoč vsem prizadetim. Kako bomo ta denar delili? Kako bomo pri tem pravični? Ne pozabiti, mladi govorijo o podnebni pravičnosti. Ali bo ta denar nekdo dal v svoj žep pa rekel, ja, evo, takole razumemo socialni sklad, ne. Spet zadeve, o katerih ne vemo veliko, pa bi morali vedeti, ne. Ne nazadnje, tale sveženj bo tako vplival na naše življenje, da bi ga vsak starejši, pa seveda tudi mlajši, mogel do obisti poznati, ne. Pa ga ne. Tako da ja, jaz bi tukaj glede na čas nehala, da nam ostane še nekaj za debato. Do neke mere ostajam kljub vsemu optimist, ker Slovenija je majhna in imamo vse priložnosti, da smo prožni in fleksibilni. 2 milijona ljudi je sigurno lažje popeljati na neko boljšo pot kot 20 milijonov, ne. Ampak seveda samo če za zadosti znanja in za zadosti poštenja, ne. Tako da to dvoje, pravičnost in znanje, jaz vidim kot nekaj, kar sta poglavitni vrednoti, ki jo bomo potrebovali v naslednjih letih in ki v Sloveniji nista redki, ne. Mislim, da tukaj smo lahko ne toliko kritični, ampak mogoče bolj kot ne optimistični. Hvala za pozornost, no, in zelo bom vesela kakšnih komentarjev, vprašanj na to temo, ki je res široka. Hvala lepa, gospa Lučka. Medtem se je že v klepetalnici nabralo veliko komentarjev, pa tudi nekaj vprašanj, pa tudi nekaj pobud. Zelo sem si zapomnila vaš stavek, da ima človek v rokah usodo planeta in to je naša vsakega posameznika pravica, pa hkrati odgovornost. Se pravi, res nekaj zelo pomembnega. In se mi zdi, da se že določene stvari dogajajo na ravni posameznika.
vsakega od nas, torej nas je tukaj skoraj 300 in če bomo danes kaj spremenili, bo to že neka kapljica v ocean, pa morda zelo, zelo pomembna, vendarle preko skupnosti, ena taka skupnost ali pa oblika skupnosti, pri nas so študijski krožki, ki jih dobro poznate, verjetno tudi ste z nami že sodelovali v preteklosti. Potem je tukaj Slovenija, ki je lahko vodilna na nekih področjih, če se tako odloči in če ni samo fleksibilna, ampak zelo modra pri svojem postopanju. Potem je tukaj Evropa, katere program najnovejši ste predstavili in je odlična priložnost. In potem je tukaj ves svet. Med drugim je bila ena pripomba, kako bi lahko Evropa v večji meri nastopala zelo proaktivno, se povezovala s temi velesilami, kot so Kitajska, ZDA in podobno, in jih prav tako zavezala, kot bomo najverjetneje zavezani mi za to, da se stvari spremenijo. Povedano je, oziroma zastavljeno je bilo tudi vprašanje, kaj lahko vsi, ki delujemo kot izobraževalci odraslih, naredimo. Seveda kot posamezniki z zgledom, tudi to je bilo povedano, z zgledom se da veliko narediti, z ozaveščanjem o tem, da govorimo, predvsem pa delujemo drugače. Torej, kaj lahko kot izobraževalci storimo? In prav pred enim tednom smo organizirali andragoški kolokvij oziroma forum z naslovom Zelena preobrazba družbe. Slišali smo podobno alarmantne resnice, ki ste jih vi tako zelo lepo prevedli v en pošten, realen jezik, ki nam dopušča občutek, da resnično lahko še kaj spremenimo. Skratka, kaj mi kot izobraževalci, ne zgolj s projekti, kajti to je bilo eno od spoznanj. Projektov je že kar nekaj. Tudi Natalija naša je spomnila, da smo imeli projekt Spoznaj svoj življenjski slog že takrat pred leti, zdaj pa še toliko bolj aktualen, ampak projekti so nekaj, kar pride, zacveti, obuja neko upanje, pa potem izgine. Če morda res se osredotočimo na to vprašanje, kaj kot izobraževalci, kako naj postopamo že danes? Ja, sem videla tudi v chatu, je kar precej vprašanj in komentarjev, hvala zanje, mogoče bom tudi na kakšnega odgovorila. Sigurno je določene, bi rekla, znanja, ki jih sistematično primanjkuje pri nas, treba vzpostaviti ne kot projekt, ampak kot neko, ta fraza vseživljenjsko učenje je že malo izrabljena, ampak na prvo mesto bi jaz dala energijsko pismenost. Energijska pismenost je zelo povezana tudi z podnebno pismenostjo. Pa bom povedala, zakaj. Recimo, če bi mi, primer študentov bom povedala, v prvem letniku včasih dobim diamantne maturante. To se pravi, najbolj intelektualno bolj sposobni ljudi, ko jih vprašam, če so imeli kdaj v roki račun za elektriko, zrdijo. Veste, diamantni maturant ne ve, kako je račun za elektriko sestavljen, na primer, ne ve, da lahko izbira najboljše, recimo, ponudnike. Potem imamo, recimo, primere, ko ljudje mi pokažejo, glejte, kako sem jaz mobitel izklopil iz vtičnice, češ, kako dobro skrbim za varčevanje z energijo. A veste, mobitel je lahko celo življenje vklopljen v primerjavi z avtomobilom na samo eni vožnji. Mi nekako ne vemo, kaj dejansko narediti, da je najbolje, pa ima največji učinek, neke prioritete. Tako da nekako programi energijske pismenosti se meni zdijo izjemno pomembni. Ker iz tega dejansko potem vse izhaja. Če tukaj znamo kvantitativno, ne samo kvalitativno, tukaj gre za številke, gre mogoče tudi za vplivanje, če gledamo gospodinjstva, marsikakšne brošure dobivamo, ko pride do kakšnega volilnega leta, pa sploh, se nabiralniki kar šibijo. Seveda marsikdo daje tudi to kar na splet, se bo ljudje na spletu videli, pa mislim, da ne. Tako da kakšni materiali, ki bi bili zelo dobro pripravljeni, zelo konkretni, bi pravzaprav tudi bili en del tega izobraževalnega procesa. Mislim, da to ne stane toliko. Pa seveda učenje aktivnega državljanstva. Mi ne znamo slovenskem duši povedati, da demokracija ni deklica, ki bo namesto nas nekaj naredila, ker jo imamo.
mi moramo biti aktivni na nivoju krajevne skupnosti, če hočete, ne, v krajevni skupnosti je 100 ljudi in teh 100 ljudi bi lahko pravzaprav vsak bil en teden dežuren na neki občini, kjer se sprejemajo odločitve, ne. Ko je javna razgrnitev, nikogar ni. Ko pride buldožer z lopato, imamo pa civilno iniciativo, ne. Mi kot državljani nismo dovolj aktivni in tukaj gre predvsem za to, ne. Zdaj, kako nas do tega pripraviti, na kakšen način izobraževati, nas učiti, da bomo boljši retoriki, nas učiti, da nas ne bo strah spregovoriti, ko je čas za to, ne. In nas ne bo strah, ne nazadnje, se vključevati tudi v politiko. Vsi bežimo od politike, češ joj samo tja pa ne. Ampak potem smo tam, kjer smo, ne. Izobraževati ljudi, da so državljani, ki imajo možnost vplivati tudi na politične odločitve. Ne samo, da bojo pri sebi zategovali pas, pa ugašali žarnice, ne. To so moje ideje, no. Je pa seveda sigurno še dosti možnosti in o tem bi mogli imeti tudi eno široko razpravo, ne. Ja, se strinjamo, se pravi, morda še kakšno vprašanje, ki vam je vzbudilo? Ja, no, tule je v chatu vidim vprašanje, ne, da je neka študija pokazala, da največ lahko storimo, če imamo enega otroka manj. Seveda ta podatek je zelo, bi rekla, hitro se ga okrog lahko obrne, ne. Dejansko pa je, ne, mi imamo še vedno, pa bom kar konkretna, v Indiji in Afriki rast prebivalstva, ki je absolutno prevelika, če rečemo, da je planet omejen. Imamo tudi ekosistemsko omejitev, ne. Nenazadnje mi vemo, da v Sloveniji recimo imamo na enem hektaru lahko 30 ljudi živi od hrane. V subsaharski Afriki pa en hektar še polovico človeka ne preživi. Tako da ja, različne strategije blaženja podnebnih sprememb so pomembne, ne. Seveda Evropa definitivno ne bo zmanjševala rojstev brez veze, ne. Mi moramo korak nazaj storiti v potrošništvu. Seveda Azija in Afrika, ki pa se morata izkopati iz revščine, pa morata žal tudi take ukrepe, ne. In o tem se moramo tudi pogovarjati. A je to bogokletno, če rečemo, da v nekem recimo sistemu šolskem država meče bombe v dekliške šole, ne? A je to stvar, ki jo moramo pravzaprav obsoditi? To se namreč dogaja, ne? Recimo, če kar talibanski režim pogledamo, ne? Zakaj bombe v dekliške šole? Ja, zelo jasno, ne? Ženska, ki je neizobražena, potem je stroj za rojevanje, ne? To so stvari, ki so versko in zelo, bi rekla, tudi etično, ne, zoprne, ampak če o tem ne bomo govorili, ja, ne bojo izginile, ne. Tako da ja, to je ena taka neprimerna plat podnebnih sprememb, se zdi, je pa tudi to definitivno ena od rešitev. Ja, v bistvu imamo skupen problem, ampak rešitve tega skupnega problema, ki je seveda sestavljen iz mozaika raznolikih delčkov, je tudi to reševanje mora biti raznoliko in mora upoštevati vse. Ja, in to je tudi neka pravičnost, ne, a veste, dejansko mi ne moremo, če je večino problema so ustvarili potrošniki severnega dela Zemlje ali pa zahodnega dela planeta, kakor, ne, zdaj bomo pa reševanje prevalili na Indijo in Kitajsko, ne. Podnebne spremembe so tipičen primer tudi take medgeneracijskega problema, kjer zdaj sinovi ali pa vnuki plačujejo grehe za dede, ne. Tudi to jih dela zelo specifične in diplomatske modrosti tudi tukaj manjka, ne. To je diplomatska zadeva, kjer se mi včasih zdi, da tudi se diplomati obnašajo kot sloni v trgovini s porcelanom, ne, pa bi morali razumeti, da smo si različni, da je tudi naša odgovornost različna. V izobraževanju odraslih pogosto govorimo o tem, da je treba poskrbeti posebej za ranljive ciljne skupine. Vemo, tisti z nižjo stopnjo izobrazbe, s slabimi dohodki in tako naprej. Ampak zdaj v zadnjem času že kar ugotavljamo, da smo po svoje vsi ranljivi zaradi vseh teh groženj družbe, ekonomije in tako naprej.
Ampak zanimiva je bila pred tednom tudi izjava predstavnika Ministrstva za okolje, ki je rekel, da v tej okoljski problematiki mogoče niso ravno ti ranljivi, tisti, ki jih je treba najbolj spremeniti, ampak tisti neranljivi, ta bogati, tako kot ste tudi vi danes večkrat opomnili, ta razsipni del sveta. Tako da, ja, mislim, da smo dobili napotke o tem, kako ravnati, ozaveščati, graditi to pismenost, ki je zagotovo velik problem in smo dejansko tukaj vsi lahko deležni nekega prešolanja, nekih preusmeritev na temelju znanja, poglobitve. No, če lahko samo eno Seveda. misel še mogoče, vem, da nas čas že priganja, seveda ranljive skupine je prav, da razumejo probleme, ampak tukaj bi jaz mnogo več polagala v izobraževanje odločevalcev. Mogoče se bo slišalo spet bogokletno, kar bom rekla, ampak poglejte, ko si izvoljen za poslanca, ne? In potem nastopiš funkcijo, ponavadi minjene 3 mesece, 4 mesece, ne? Te mesece ne bi morali izkoriščati za izobraževanje. Jaz ne trdim, da so politiki slabi, ampak če ti ne poznaš problema, pa moraš o njem odločati, potem bodi si tiho, bodi si se zatečeš k nekemu splošnemu mnenju, ne, ni hujšega, tudi jaz sem bila v življenju priložnosti, ko nisem vedela, pa sem mogla, kot se reče, blefirati z odgovorom, to je grozno, ne. In na nek fin način povedati, da bi bilo to dobro namerno izobraževanje, ne, ker seveda je pa težko reči, ti pojma nimaš, ne, pridi se izobraževati, kako prefinjeno pravzaprav odločevalce jih opozoriti, da nudimo znanja, ki jih bojo rabili, ne, to je pa tudi po moje zelo pomemben vidik.